Ko smo otroci, se nenehno igramo in delamo norčije. Ko smo najstniki, smo tudi še precej dovzetni za kakšno odbito dogodivščino. Ko odrastemo, pa se enostavno prenehamo igrati in norčije več ne pride v poštev. No, tu pa tam bi vseeno morali ušpičiti kakšno. Se vam ne zdi? Najbolj nora stvar, ki si jo kadarkoli naredil? Intervju s tabo. A to je najbolj nora? Ja. To je edina, ki me je to prepričala. Res. Kaj vse ti dobiš za en čaj? V življenju se ne bi smeli omejevati. Tisti, ki se tega držijo, pravijo, le nebo je meja. Jaz sem se vedno zelo hipoma odločal za stvari. To pomeni, sem se tudi dan prej odločil, da bom odpotoval na drug konec sveta, pa sem potem v trenutku se organiziral, pa sem pač odpotoval. Za pakiranje sem vedno potreboval približno 20 minut. Nikoli več. Bravo, recept rabim. Nikoli več. Pač vzel sem kovček, spakiral in šel in to so bile lepe stvari. Potoval sem kar dosti, pa videl marsikaj, pa tudi doživel marsikaj. Ja, vsekakor so to nore in pa tudi čudovite izkušnje. A za marsikatero dekle je najbolj noro to, da vse svoje čevlje, kozmetiko, srajčke, kavbojke in krilca spakira v ponavadi tako ali tako zmeraj premajhen kovček. Veš, kaj je norost, da se v 20 minutah spakiraš? To je najbolj nora stvar zame osebno. To pa ja. Najbolj nore stvari naj bi bile tiste, ki se zgodijo povsem spontano. A kaj, ko ponavadi ljudje nimamo časa za spontanost? Vsako minuto življenja imamo do potankosti načrtovano, časa nimamo za svoje najbližje ali najljubša nanizanko ali okusno jutranjo kavico v miru. Kaj šele za norost in spontanost. Pride dan, ko vse narobe gre, in ko od sebe oddaljim se spet. In prav v takšnih dneh bi si morali vzeti čas za dogodivščine. Ja, koliko norosti smo počeli v mladosti. Veliko, veliko in tudi naši glasbeniki in muzikanti so jih, ampak vse je prav, tako bo več zgodb za naše vnuke in otroke. Vse to jim bomo lahko potem to pripovedovali. No, Potepin Matjaž in Slovenka Barbara sta počela veliko norosti, ampak jaz vam povem, dragi moji, da te niso za javnost. Ne. Kaj je najbolj odpičena, najbolj nora stvar, ki si jo kadarkoli naredila v življenju? Oh, moj bog. Odpičena, joj. Ja, veš, nore stvari Veliko naletijo na samocenzuro. Torej, kaj se lahko pove, kaj pa raje ne. Veliko je bilo teh norih stvari, no, zdaj ste me dobili. Lepa ljubezenska zgodba, ki jo pripovedujeta zaljubljenca Aleks Volansko in Saša Lešnjak, se sprva ne sliši prav nič noro. Ako pomislimo malce bolje, je to, kar boste slišali, bilo precej drzno, odbito in spontano. Ko sva se poznala šele dobrih par tednov, sva šla v bistvu skupaj na izlet na Dunaj za vikend. To mene 2-3 tedne sva hodila sploh in je njen foto rekel kar, da jo lahko pelem na Dunaj. Kako če bi v kavu, Ne, kar gremo. Tako da se nama takrat v bistvu sploh ne zdaj tako čudno, ko pogledava za nazaj, pa v bistvu res se nisva niti dobro poznala, ampak je kar se zdelo, da je tako prav. Mladost je norost, pravijo, ampak zakaj ne bi nore, nenavadne stvari počeli tudi v nekoliko starejših letih? Ja, življenje je le eno in dajmo ga živeti v polnosti.